Lep pozdrav na še eni Facebook pravljični urici knjižnice Toneta Seliškarja. Z vami sem Ana in tokrat bomo skupaj brali ljudsko pravljico Steklena gora. Živel je grof, ki je imel v neki sobi naslikane vse najlepše princese sveta. Imel pa je še eno drugo sobo in to sobo je zmeraj zaklepal. Tam notri je imel naslikano princeso Steklene gore. Ta naj bo skrita, je rekel, da je ne vidi nihče. To bom poskušal dobiti zase. Imel je namreč ta grof tudi sina in se je vsak dan bal še bolj in bolj, da je sin ne zagleda. Če jo zagleda, je rekel, potem se mogoče zaljubi vanjo in jo poišče, kaj naj potem dobim jaz, ko sem že star. Nekega dne pa je moral grof v mesto po opravkih in je ključe pozabil doma. Sin jih je našel in kaj mislite, kaj je naredil? V tisto sobo je pogledal. Stopi noter, vidi sliko in na sliki dekle, tako krasno, da je kar obstal, kar zaljubil se je vanjo. Poklical je svojega najboljšega hlapca in počakal na očeta. Oče, je rekel, v tisto sobo sem pogledal in sem videl deklico, ki jo imaš na sliki. Jaz jo grem iskat. Na Stekleno goro grem in si pripeljem to princeso. Potem sta s hlapcem osedlala konje in pognala. Naprej, ves čas naprej, tako sta šla kot veter. Pod noč sta prišla do samotne graščine. Skočita s konj, gledata, nikjer nikogar. Dobro, sta rekla, konje morava spraviti pod streho. In sta dala konje v hlev in sta šla v gradič. Notri kličeta nič, nihče se ne oglasi. Večerja kuhana, miza pogrnjena, 2 krožnika, 2 kozarca, človeka pa nikjer nobenega. Bova pa sedla in malo pojedla, sta rekla. In sta sedla, prav lepo sta si postregla. Ko sta bila sita, pa je mladi gospod vprašal. Kdo bo spal in kdo bo stražil? Jaz bom stražil do polnoči, je rekel hlapec, ti pa od polnoči naprej. Res sta se ulegla, gospod je zaspal, hlapec pa ne. Samo ležal in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata potiho odprla. Vstopili sta 2 ženski, prva stara, druga mlada. Glej, je rekla tista stara, gresta ta 2, gresta po princezo na Stekleno goro, pa je ne bosta dobila, če bi vedela, kar vem jaz, potem bi jo pa že mogoče. Mlada pristopi vpraša, kaj pa ti veš, mati, da ona 2 ne vesta? In pravi stara spet, malo naprej, ravno tu v poti, raste hruška, vsa skrivenčena, da si ne misliš, da je kaj na njej. Notri v krošnji pa so skrite hruške, samo 3 in vse 3 zlate. Če bi te 3 hruške utrgala in jih presekala čez pol, potem bi pa že lahko prišla na goro, kajti kmalu prideta do vode, tako velike, da ne bosta mogla čez. A če bi vanjo vrgla le pol hruške, potem bi se ta voda razmaknila in bi po suhem lahko šla na drugo stran. Pa kaj, je rekla, tudi če prideta na drugo stran, tam za vodo je gozd in v gozdu mrgoli zverin. Nikogar ne pustijo mimo. Vsakogar raztrgajo, ki pride blizu. A če bi ta 2 vrgla še pol hruške, bi se zverine umaknile in jo pustile mimo. Pa kaj, je rekla, tudi če prideta mimo, je za gozdom Steklena gora, tako gladka, da nihče ne more nanjo. A če bi vrgla spet pol hruške, bi se po gori naredila pot in bi lahko prišla na vrh. In hlapec je vse to slišal, kar tiho je bil. Počakal je, da sta odšli, o polnoči sta se zamenjala z gospodom in zgodaj zjutraj jahala naprej. Gresta, hlapec ves čas gleda, kje je hruška in zagleda neko klavrno drevo. Gospod kar mimo, on pa skoči s konja, zleze v krošnjo, najde hruško, 2, 3, vse 3 utrga, jih prereže in hiti naprej. Pri vodi se je mladi grof ustavil, ves je bil nesrečen, ves v skrbeh. Na, je rekel, pa se bova obrnila. Hlapec pa v žep, prime pol hruške, vrže in že se je voda razmaknila. Prideta v gozd, zatulijo zverine, skočijo, hlapec pa hitro, pol hruške vrže mednje in so se umaknile, še bevsknil ni nobeden, niti medved, niti volk. Že sta pod Stekleno goro. Mladi grof požene in zdrsne, hlapec pa spet, pol hruške in se mu prikaže pot, da sta šla gor, do vrha. Na vrhu je bil grad, v gradu je živel čarovnik in ta čarovnik je imel princeso, prelepo, Steklene gore. Že gleda čarovnik, gre do vrat. Kaj je pravi, po kaj sta prišla? Že leta ni bilo nikogar k meni in vidva sta prišla. Ja, pravi mladi grof, sva šla pogledat, jo bova zmogla tolo goro ali ne. In še princeso sva prišla pogledat, baje imaš najlepšo.
Čarovniku se je dobro zdelo. Odpeljal ju je v grad, ju pogostil in sedel z njima. Ko sta pila, je mladenič dejal: gleda, kje je ta princesa, kje je? In ko jo je zagledal, kako je bila lepa, vsa v diamantih, prekrasna. In je prav kmalu videl, da je tudi on njej všeč. Počakal je, da je prišel večer, potem so legli. In ko je slišal, da čarovnik spi, je vstal in jo poklical. Takoj bi pobegnila z njim. Ampak kako mu bomo ušli, je vprašala. Ne skrbi, je rekel mladi grof. Hlapec pa je že vrgel pred se pol hruške in so zdirjali. Naenkrat so bili pod goro. Prišli so v gozd, zverine so rjovele. Zgubljeni smo, zgubljeni, je zatarnala princeska. A hlapec vrže pol hruške, zverine so se umaknile in oni so kot veter dirjali naprej. Tedaj je zadonelo. Počakaj ta falota, ki sta mi princesko ukradla. Za njimi je divjal čarovnik, strašen, pobesnel. Pod njimi pa se je že kazala voda. Hlapec spet pol hruške vrže, planejo čez, in ko se je voda zagrnila, so bili oni na eni strani, čarovnik na drugi strani. Čez vodo ni mogel, čez vodo ni smel, tam se je končala njegova moč. No, potem so jahali naprej po hosti in so pod noč prispeli do iste samotne graščine. Dali so konje na varno in šli v gradič. Zdaj je bilo vse pripravljeno za 3, pokrnjeno postlanom in so se usedli in pojedli. Princesi se je malo čudno zdelo, kje so vendar vsi ljudje. Mladi grof pa je dejal: nič se ne boj, poznava ta gradič. In je pogledal hlapca in ga vprašal: kdo bo spal in kdo bo stražil? Jaz bom stražil do polnoči, je rekel hlapec, ti od polnoči naprej. Potem so legli, gospod je zaspal, princesa tudi, hlapec pa ne. Bedel je in poslušal. Ko je odbilo 11, so se vrata odprla. Spet sta vstopili tisti 2 ženski, stara in mlada. In stara je rekla: vidiš, pa sta jo dobila, princeso steklene gore. A kaj pomaga, ko ne pridejo živi domov? Zakaj ne, mati, je rekla mlada. Zato, je rekla, ker oče grof že ve, da se vračajo in je dal zgraditi ob starem mostu še en most, nov, in ga je vsega škrlatom prekril, a ta most je goljufil. Če bodo šli po njem, se jim na sredi udre in padejo skozi luknjo. Nihče ne ostane živ, zato bi morali po starem. Ko pridejo domov, jih oče sprejme, odpeljal jih bo v grad in jih gostil, a vino, ki bo nalil, bo zastrupljeno. In če bo sin to vino pil, umre in bo princesa za očeta. In rečem le še to, je rekla, če me kdorkoli zdaj posluša in pove naprej, potem še tisti hip okameni. Hlapec kar tiho. Sredi noči sta se zamenjala z gospodom. Zjutraj so zajahali, še zmeraj ni rekel nič. Grejo proti domačemu gradu in res zagledajo stari most in novi most ob njem, ves škrlatom prevlečen. Mladi grof spodbode konja, hlapec pa: ne, pravi, po starem mostu gremo. Dobro, moj hlapec že ve, je rekel mladi grof in je zasukal konja in je šel po starem. Pridejo do domačega gradu, oče jih sprejme, kar roke razširi, kot da je sina vesel. Odpelje ga v grad in mu natoči vina. Daj, sin, pravi, da nazdraviva. Sebi pa je drugo vino dal. Mladenič dvigne čašo, takrat pa hlapec skoči in ga dregne v roko, da se mu vse vino polije. Oče gleda, vzame vrč, nalije spet, a hlapec ga dregne še enkrat. Zdaj se mladi gospod razjezi. Čakaj, pravi, zdi mi to delaš za nalašč. Me sramotiš, da sem že ves polit. Jaz te bom pa kaznoval. Se pa takrat postavi hlapec pred gospoda in pravi: kar kaznuj me, moj gospod, če ne me bodo že prej kaznovale moje besede. Ker to ti povem, če bi ti to vino pil, potem zdaj ne bi bil več živ. In če bi šel čez tisti most, ne bi bil živ ravno tako. Kajti to vino je zastrupljeno in tisti most ima luknjo v sredini. Kar pojdi in poglej, je rekel. Kaznuj me, moj gospod, kaznuj, če ne me bodo moje besede. Zato, ker zdaj, ko te besede izgovorim, okamenim. In komaj je zaprl usta, že se je spremenil v kamen. Ravno tak je bil kot prej, še zmeraj v svoji podobi, ampak kamen, kot kip. In mladi gospod ni mogel verjeti. Čakaj, je rekel. Vzel vrč in je nalil še enkrat. Zamenjal je kozarca in dejal: daj, oče, da nazdraviva, popi. In ni bilo kaj. Oče je popil in je bil mrtev. Zdaj je šel mladi grof pogledat na most. Odgrne blago, res, luknja. In je videl, da je hlapec govoril resnico.
Tako mu je bilo hudo. Hlapca, ki mu je toliko pomagal, je spremenil v kamen. Potem sta se s princeso poročila. Ko je minilo leto, sta dobila sinka in takrat je imel mladi grof čudne, žive sanje. Sanjal je, da mora sinka odnesti k kamnu, ki je bil prej hlapec, in da mora na kamen kapniti sinkova kri. Če kapne, potem ta kamen oživi. Tako žive so bile te sanje, da je zjutraj otročiča res nesel, prijel, šel do kamna in zbodel. Komaj kapne kri na kamen, že njegov dobri hlapec spet živ. Pogleda svojega gospoda, vidi dete v njegovih rokah, mrtvo. Kaj jaz, pravi, ta otrok naj spet živi. In ga prime, dvigne v zrak in prosi, se je tudi van spustilo spet v življenje. Kakšno veselje je bilo po gradu, vse se je veselilo in so pripravljali gostijo, veliko kot ohcet, čeprav je bila prava ohcet že mimo. Ampak tista je bila žalostna, tista je bila samo na pol. Zdaj pa res, se je trlo ljudi po gradu, kakor je kdor je hotel prišel in vsakomur so dali jesti in piti po mili volji. Še mene so vzeli pod streho, pila nisem, plesala pa za dva. In tu se naša pravljica konča. Hvala.